kakšnimi dokumenti moram priti k vam, da si lahko kupim orožje? Da lahko kupite orožje, potrebujete nabavno dovoljenje, ki ga dobite na upravni enoti, pa potem z tistim pridete kupiti na podlagi nabavnega dovoljenja. To je to. Podjetje Varnost je dobilo od države koncesijo za izvajanje šole za rokovanje z orožjem. Pa me zanima, glede na to, da trenutno teče tretja faza legalizacije orožja, predpogoj je pa opravljen izpit rokovanja z orožjem, če je bilo v zadnjem času povečano zanimanje za opravljanje tega izpita. Ja, res je. S tem, da koncesijo podeljeno se strani države smo mi pridobili že leta 2002. Ves ta čas seveda usposabljamo najrazličnejše skupine kandidatov, ki imajo seveda interes po posedovanju orožja. Je pa res, da v letu 2009 seveda z uveljavitvijo novega oziroma dopolnjenega zakona o orožju, ko se je uveljavljala tudi ta tretja faza legalizacije, je seveda povpraševanje po tem tečaju bistveno naraslo. Kako si lahko to predstavljamo, kako dolgo traja tečaj, kaj se tam izvaja, kaj jim pokažete kandidatom? Ja, samo usposabljanje za preizkus znanja o ravnanju z orožjem je dvodnevni tečaj, ki obsega 10 učnih ur teorije o orožju in pa 5 učnih ur prakse, kjer se seveda kandidati morajo naučiti z orožjem pravilno in varno rokovati. Potem pa seveda sledi še preizkus znanja pred državno izpitno komisijo na tretji dan. Pred seboj imava varnostno opremo, ki jo dobi oziroma ki jo nosi kandidat pri opravljanju izpita. Nam lahko podrobneje razložite, za kaj gre? Ja, okoli varnostne opreme, se pravi na samem praktičnem streljanju, seveda nekaj veliko povedati, ker je s pravilnikom tudi določeno zaščita sluha in zaščita oči kot taka. Se pravi varnostna očala in pa antifoni za sluh. Strelja se na tarčo oddaljenosti 15 metrov. Kolikokrat mora kandidat zadeti na opravi izpita? Res je, se pravi v praktičnem delu usposabljanja je predpisano, da mora kandidat streljati na klasično športno tarčo velikosti 50x50 cm na razdalji 15 metrov. In ko se strelja za oceno, mora z 10 streli zadeti najmanj 30 tako imenovanih krogov oziroma točk. S kakšnim orožjem se strelja na preizkusu znanja? Ja, na preizkusu znanja se uporablja orožje iz kategorije B1, se pravi kratkocevno pa avtomatsko ali repetirno orožje. Kakšni ljudje pa upravljajo ta izpit? Bom rekel tako, strukture so najrazličnejše, od športnih strelcev, lovcev do posameznikov, ki hočejo oziroma predvsem posameznikov, ki dedujejo orožje, do posameznikov, ki zbirajo orožje, tudi takih, ki se hočejo prijaviti za posedovanje varnostnega orožja, se pravi najrazličnejše skupine. Za koga bi rekli, da je najbolje oborožen v Sloveniji? Bom rekel, ljudski pregovor pravi, da so to lovci, čeprav moram reči, da nas zelo veseli, da v zadnjem času v Sloveniji narašča interes po posedovanju varnostnega orožja in pa seveda po udejstvovanju v tovrstnih aktivnostih. Pri legalizaciji stranka vloži vlogo na obrazcu, katerega lahko brezplačno pridobi na upravni enoti. Bistvo za legalizacijo je to, da občani orožja naj ne prinašajo na upravno enoto. Ko pride nekdo k vam legalizirati orožje, vam mora predložiti opravljen tečaj, zdravniški pregled, še kaj druga? Ko pride občan k nam, najprej poda vlogo, takrat pa mu tudi povemo oziroma mu damo napotek, kakšen je sam postopek legalizacije. Tako kot ste omenili, občan mora opraviti preizkus znanja ravnanja z orožjem, prav tako mora opraviti oziroma prinesti tudi zdravniško potrdilo oziroma spričevalo. V času obveznega služenja vojaškega roka smo imeli ugovor vesti, s katerim so se posamezniki na nek način lahko izognili služenju vojaškega roka v vojski. S tem so si na nek način zapečatili usodo, saj niso smeli nositi orožja. Pa me zanima, če se tudi danes, ko je vojska profesionalizirana, preverja ta ugovor vesti. Ja, tudi danes se overja ugovor vesti. Upravni organ pridobi o tem podatke od Ministrstva za obrambo, kjer se tudi vodi ta evidenca. Kaj pa sicer register orožja, kupljenega, legaliziranega, vodite na upravni enoti? Ja, vodimo na upravni enoti oziroma vodijo upravne enote. Ti registri pa so med seboj povezani tako, da so dostopni upravnim organom kjerkoli po Sloveniji. Do podatkov lahko dostopa kdo? V vsakem primeru tudi organi varnosti, to je policija. Kako je kaj s prodajo orožja v tem trenutku? V tem trenutku orožje se zelo slabo prodaja. Menite, da je za to kriva recesija ali so kakšni drugi? Na splošno. Ni nekega interesa po mojem.
Koliko pa je po vašem mnenju orožja doma na črno pri prebivalcih? Težko bi rekel, koliko ga je. Ne. Bilo ga je sicer po letu 91, ga je bilo malo več. Ne. Po vojni torej. Po vojni, ja. Po vaših izkušnjah, kakšno orožje kupujemo Slovenci? Slovenci kupujemo zelo malo orožja, ne tako množično recimo, ker tržišče je dokaj majhno tudi. To je. In vsak prodan izdelek vodite vi vaše evidence? Vsak izdelek se vodi po evidenci, čisto vsak.